Magnifiko je bil tole 17:08, poslušate Radio Express, z mano pa je že Zoran Janković. Dobro jutro, želim gospod Zoran Janković, danes mečken zamude, se je kar sam odpovedal dnevnici, ampak lepo pozdravljeni v studiu Radio Express. Ja, dobro jutro. Res zamuda, ampak zaradi prometa na obvoznici tokrat prvič v tem letu, praktično od Viča do Šiške smo se po Polže premikali. Nadaj je bila nesreča, ne vem. Po Polži, evo pa ne rabimo sploh imeti prometa, je že gospod Zoran Janković vse povedal. Gremo mi do kar na vprašanje, vmes nas seveda lahko pokličete na 015 milijonov. Dejva najprej vse en mal pogledati. Ljubljana, ukrasitev, prvič je okraševal Modic mlajši. Kako ste zadovoljni, kako se vam zdi Ljubljana letos okrašena? Meni je izjemno lepo, moram priznati, da je bilo veliko pričakovanje prejšnji petek ob 17:15, ko smo lučke prižgali, bi bilo veliko otrok, vse ulice polne, lepo vreme in mlajši Modic, ki je nadaljeval delo svojega očeta, izjemnega umetnika Zmaga Modica, je naredil dobro delo tudi po tem, kaj so povedali tisti, ki so se že lučke ogledali. Tako da po mojem mnenju lahko tudi nadaljuje naprej, kajti mi imamo teh 50 km luči in da bi kaj spreminjali, da bi kaj na novo kupali, pa to stran metal ne pride v poštev, ampak bomo dodali še dodatne ulice, nekako poskušali urediti, da bi bilo znotraj tega notranjega mestnega obroča čim več okrašeno, potem po vsake četrti skupnosti saj malo. Odlično, jaz sem si lučke že ogledal, meni so tudi zelo všeč. No, zdaj pa greva na mečken manj svetleče teme. Zalko zanima, pravi, Ljubljana je zelo urejeno mesto, kar pa ne velja za vpadnice. Ko se pripelješ iz smeri Škofljice do križišča na Rudniku, je na levi strani pravo smetišče, pravi odlagališče odpadkov, ki tja nikakor ne sodi. To je, kot bi imeli doma pred pragom kup smeti. Na splošno je okolica cone na Rudniku zelo zanemarjena. Kdaj bo prišel ta del na vrsto za urejanje oziroma čiščenje? Hvala za odgovor in lep pozdrav, pravi Zalka. Zdaj, kar sem ravno tudi dan že tam šel mimo, ne vem, kje misli, da bi bilo to na levi strani, razen če misliti so na Sutje, kjer je za Supernovo oziroma za Leclercom, ampak ti so zemljišče last mestne občine Ljubljana in to je nasuta zemljina začasno odložena, ki je nastala pri skopu za stadion dvorano in tudi tem terenu trajujemo. Ta del je tudi poraščen, se pravi samo nikla drevesa, to je edin, kar vem. Če pa kaj druga ve, pa lepo prosim za eno slikco. No, lahko nas Zalka tudi pokliče, da malo bolj razjasni, kaj je imela v mislih na 015 milijonov. Mi pa gremo naprej. Stanislava zanima, pravi, ponovno se obračam na vas glede pogodbe o prevozu otrok s posebnimi potrebami. Kljub večkratnim obljubam, da bo MOL pripravil pogodbe ob začetku šolskega leta, se vsako leto ponavlja isto. Danes je december in starši še vedno nimamo pogodbe o prevozu. Drug problem je ta, da se po vsakoletni pogodbi strošek za prevoz izplačuje dvakrat v šolskem letu. Zakaj moramo starši zalagati za prevoze, ki jih mora financirati občina? Pravi, zakaj takšno diskriminiranje nas in naših otrok s posebnimi potrebami? Jaz mislim, da ni nobenega diskriminiranja, oziroma to celo trdim, da ga ni. Mi redno plačujemo vse prevoze otrok s posebnimi potrebami. Obstaja zakonodaja, ker morajo ugotoviti, komu to pripada. In kar se mene tiče, mi smo z izvajalci pogodbe že podpisali. Super, imamo pa tudi že nekoga na telefonski liniji. Dobro jutro, lepo pozdravljeni na Radio Express. Dobar dan, Petra pri telefonu. Jaz imam vprašanje za gospoda župana. Mene samo zanima, a je slučajno predvidena ali pa če je možna obnova Slovenčeve ceste? Slovenčeva cesta je dosti slaba, predvsem od, pravimo, celi dolžini, nekako od Drenikove pa do obvoznice. In Slovenčeva cesta bo šla v prenovo čez 2 leti prej, kajti zdaj delamo tiste ceste, tisti 260, kjer se izvaja kanalizacija in vse tisto, kar pride do cestišča. Torej v tem času samo vzdrževanje, potem pa pravim čez 2 leti pa prenova. Aha, kaj pa tisti del od Slovenčeve proti Dunajski cesti, tam pred unimi križišči na obvoznico? Govorijo pred Mercator skladišču, Ja, vse celotna, pravim, mi smo tam naredili super križišče, kot veste, ki je zdaj uporabljen predvsem stanovalcem, ampak ko govorimo o Slovenčevi cesti, do obvoznice gre tudi za to povezavo z Dunajsko cesto. Aha, najlepša hvala. Hvala za prijaznost. Hvala vam. Hvala.
Ja, nasvidenje. Ja, hitro mine takole, ko beseda teče, tako da ura je že toliko, da moramo imeti novice. Z Zoranom Jankovićem si bo vzela zdaj mečken pauze, prebrala bova finance, eno pesem zavrtimo novice, potem pa sva nazaj tudi na 0,1,5 milijonov. Dobro jutro na Radio Express, vam želiva Klemen in Zoran Janković. Malo prej sva odgovarjala na vprašanje, je gospod župan odgovarjal na vprašanje glede prevoza otrok s posebnimi potrebami, pa je gospod dodal še eno pod vprašanje, če bo gospod župan odgovoril. Torej, gospod Stanislav, hvala lepa za pojasnilo. Res je, postopek je dolg, birokratski, ampak na koncu na mesto občina vse plača, to bom pa jaz uredil. Vedeti morate, ko se šele šolsko leto začne, rabimo, čakamo odločbo, ko dobimo odločbo, lahko podpišemo pogodbo, tako da bo urejeno. Evo, mislim, da je to, kar je gospod Stanislav. Postopek je pa res birokratski, pa predolg. Tako, večina je takih, ampak važno, da se na koncu uredi. Mislim, da je gospod zdaj zadovoljen z odgovorom. Ena pesem, potem pa z Zoranom Jankovićem proti ciljni ravnini, vi pa naj lahko še vedno pokličete na 0,1,5 milijonov. Shakira, Don't Bother, dobro jutro vam želim na Radio Express, 23 minut pred 9. je z mano, v studiu pa župan Zoran Janković. Gospod župan, lepo pozdravljeni, dobro jutro, z nami pa je tudi gospod Roman, pozdravljeni, kaj vas zanima? Dobro jutro. Pozdravljeni. Cesta mimo gradu na Bokavcih je izgotovljena že en mesec pa pol, zaključek del naj bi bil 30. novembra, danes so znaki še zmeri za zaprtje posod. Ta cesta je, če govorimo o tem novem naselju, ki se gradi dol čez Uvoznico, v lasti, ki jo mora narediti izvajalec tega naselja, in zakaj je zaprta, nimaš uporabnega dovoljenja. Če govorimo o tej cesti. Ne bi kaj govoril, da. Adijo. 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 Nam je pa Zalka dopisala še nekaj, pravi Smeriško Oflice je le ena vpadnica neposredno pred semaforiziranim križiščem Ljubljana jug. Na levi strani je zelo neurejena parcela, ki vsekakor kazi vpadnico, je ne more zgrešiti, če je zasebna last, je možno to v tem primeru vaše posredovanje. Če zasebna last ni možno posredovanje, ampak če spet govorimo o tem, pa še enkrat bom vprašal, ker sem tam doma, če to pred Uvoznico je občina Škofljica, če za Uvoznico je občina Ljubljana, in če je občina Ljubljana, bom šel pogledat še danes, ko sem domov vračal zvečer. Evo, odlično, upam, da smo Zalki odgovorili, z nami pa je nekdo. Dobro jutro oziroma dober dan na Radio Express, pozdravljeni. Dobar dan, Drago, tukaj. Dobar dan, bi bilo super, če nas date iz zvočnikov dol, oziroma iz, ne vem, kje se sliši, da smo eni podmornici po vašem telefonu. Mogoče to je čisto ugasnjen radio. Aha, no potem pa, evo, se zdaj mečkam boljš, no. Moje močke so naprečnega, tako eno panje. Kar povejte, kaj vas zanima? Mene pa zanima cesta v Zeleni log, zdaj bo dobila kanalizacijo in ureditev ceste dveh cesarjev zaradi pločnikov, kaj je zelo nevarno tam hoditi. Otroci, da grejo v šolo in zjutraj, to je dizaster s temi tovornjaki. Če bi se dalo prepovedati vožnjo tovornjaki, recimo po cesti teh cesarjev. Zdaj sem že to, kot stara plošča se ponavljam, ne bomo prepovedali vožnjo s tovornjaki, ker je res nevarna, neprimerna cesta, in drugo leto začnemo delati cesto dveh cesarjev v celotni dolžini, sicer od Barjanke proti surovini, da tako rečem, da bo zelo jasno. Aha. Cesta dobiva pravo širino, se pravi, cestišče bo široko 6 metrov, potem je še pločnik, kolesarska steza in tudi to bo končno dobilo možnost uporabe, pravim, in za starejše, za najmlajše. Zdaj pa cesta soglašen groz, da sploh pa zdaj zjutraj, ker se mnogi izogibajo obvoznici, in potem pa iščejo tu bližnjico. Ampak pravim, to cesto smo zadnje 2 leti držali, ki je bila že pripravljena, ravno zato, ker smo čakali ta evropska sredstva, in ravno zato začnemo delati, ker pravim, kanalizacijo. Tako da kakšno leto ne boste imeli zelo moten promet in tudi tovornjakov ne bo veliko, ker bo praktično cesta zaprta. Ja, seveda. Ok, hvala lepa, se opravičujem za enako vprašanje. Ne, že v redu. Ja. Ok, hvala lepa, adijo. Super, najlepša hvala. Marijano pa zanima,
Za gospoda župana imam vprašanje, kdaj se bodo začela graditi stanovanja v Ljubljani za mlade. O tem sem zasledila v časopisu in dokdaj naj bi bila vseljiva ter kakšni bodo pogoji, ali so ta stanovanja mišljena tudi za mlade pare 24-25 let brez otrok, ter kakšne najemnine so tukaj mišljene. Najprej glede stanovanj za mlade, mi smo naredili prvi korak pred 2 leti, ko smo razpisali 30 stanovanj za mladih, že 22 useljenih, do 29 let starost, ne, to je pogoj, ne, lahko so družine, lahko so posamezniki in s tem projektom razpisov bomo nadaljevali tudi v letu 2020. Še vprašanje je bilo za najemnino. Najemnina posod ista, ne, ta trenutek je ta neprofitna najemnina 3,5 evrov na kvadratni meter. Po novem zakonu, ki se pripravlja, bo najemnina stroškovna, pomeni, ki bo še amortizacijo imela od 5 do 7 evrov po kvadratnem metru, pri čemer bo te družine, ki so v socialni stiski, dobivali subvencijo. Super, nekdo pa je z nami na telefonski liniji. Dobro jutro na Radio Express, pozdravljeni. Dobro jutro, tukaj pa Sreča iz Ostra. Pozdravljeni, Srečo, povejte. Glejte, mene zanima tale zadeva cesta, v bistvu pločnik iz križišča Litijske ceste proti Zavoglu v Sostru. Sostrska cesta. Ja. Jame, lukne, nihče nič ne naredi. Zdaj, če pokličem KPL, pridajo, pripeljajo četrt kubika peska, mali jamce nasujejo, pa grejo. Ni pa niti pločnika, niti avtobus vozi praktično na koledar. V bistvu nič se ne dogaja, no. Kaj pa ne bi se dogajalo po vaše? To pa jame, ljudje vozijo, prispevke pa plačujemo, kot da imamo pločnik enostranski in avtobus dajva. 15 minut. Avtobus vozi na tisti čas, malo ste hudo kritični po nepotrebnem. Glede na število... Dobro, zdaj je več avtobusov, samo 13, kar recimo ob 11 neha. Ja, pa 12 zvečer neha. Ja, in? Dobro. Čakajte, ne bova se tako, ne, dobro. Vi plačujete prispevke, kot vsi ostali plačujejo prispevke in avtobus je opredeljen glede na število potnikov. Te, ki recimo bi po 11 uri zvečer, zdaj, ker recimo praznični december prihajali domov, imajo še možnost prevoz na klic, ki ga mi pripeljemo, ne, cena se plačuje z urbano, tako da dajte pogledati vse, kar je možno. Kar se pa tiče pomembno. Ja, pomembno je pa to, da so jame, lukne, ki niso praktično sanirane. A smem odgovoriti, ali boste... Sostrke ceste proti cerkvi je urejen, ta dol proti Zavoglu pa nič. Če dovolite, še to povedal, no, pa če ne, pa dajte še enkrat jamrati. Ta cesta, ki je makadamska cesta, jaz sem bil prejšnji... Ni makadamska, asfalt je. Ta cesta, ki je... Bankine so jamaste. Ja, vse o tem govorim. Kakšne so pa bankine? Ja, makadam. Ja, no, kdo ima pol prav? Vi ali jaz? Glejte, lahko bi vsaj enkrat ali pa dvakrat na leto nasul, ne pa na 2 leti. No. Dobar je. V redu je, no. Ne bo po vašem, ampak jaz hotel sem povedati, da bo celo Sostro prišel leta 2021 začne delati kanalizacijo. In predtem ne bomo nič delali, ne, ker je to same tanje stran, ne, in bo s kanalizacijo bo urejena tudi bankina in boste imeli tudi pločnik, koliko je treba. In tam, ki vi zavijete lepo na Zavoglo, ne, na drugo stran je pač urejeno, tle pač te bankine so postale, ampak bankine, ne, pri tem, da je cesta praktično samo za domačine, da tako rečem, ne. Ja, ampak ljudi hodijo na avtobus, veste. Pa hodijo po cesti, ne, če so čisto. Tako, poleg tega občasno še kamioni, šleparji vozijo, omejitev 30 vozijo 100, ne. A to ste pa mi zdaj ocenil, ne, čez oko, da vozijo 100. Ne bova. Ja, v redu je, no, pa dajte, velja. Glejte, še nekaj. Ne. Vozijo kamioni težki, omejitev 30, vozijo pa kamioni težki občasno in so že tudi vlagali, samo glih takrat ni bilo nobenega. Ampak zdaj se mora ena stvar zmeniti. Vi razlagate tiste, kar so, trdim, neresnice. Kamion težek ne more voziti 100 na uro. To pa jaz povem, ne? Ne kamion, osebni. A prej ste govorili o kamioni, ki vozi 100? In so cesto uničili, praktično je vse posedeno. A seveda, ne. In pravim, cesta bo tudi, pravim, čez 2 urejena, ampak še enkrat, tam boste, razen tornjakov, ki prevažajo, ste sam domačini, ki vozite 100 na uro.
Ne, bom rekel, da ne. Mislim, mi ne, no. Nekateri pa ne. Mogoče je bilo dobro, ker sem ga redarja dati, ali pa kdaj, ker sem radar ali kaj takega. Da, bom postal, sad da ste poljamrali. Ja, Super, to je to. Upam, da smo odgovorili vsaj na kakšno vprašanje, na nekaj smo jih, tako da najlepša hvala za tole. Mi pa gremo naprej z vprašanjem. Pločnik na Ljubljanski grad lahko postane velik problem, ko so na gradu prireditve. Na grad hodijo zelo redno mamice z vozički, tudi veliko invalidov z vozički gre na grad, tudi sam sem jih že videl in potem, ko je pločnik zaparkiran, ne more iti po pločniku, mora iti po cesti in to postane zelo nevarno. Zdaj, na koga se je tukaj treba obrniti, kdo je tukaj kriv oziroma kdo tukaj lahko kaznuje ljudi, ki parkirajo na pločniku, da morajo potem vozički voziti po cesti? Ni kriv, da nihče ni kriv, ne, ker gre običajno za večerne prireditve, ne, ko ni pričakovati, ne, bom rekel, mamice z vozičkov, ne, in takrat je spodaj pri Naseliški cesti znak, ki pove, da je dovoljeno parkiranje po pločniku za vse tiste, ki pač imajo določeno prireditev na gradu, tako da v kakšnem koli primeru, ne, je primeren pol vzpenjača kot taka, drugače pa kar po cesti, ker kadar je zaparkirano to pločnik, kar se bo zdaj veliko dogajalo, je hitrost avtomobilov na cesti izjemno nizka, ker se ne morete tudi dva srečati. Ne. Tako da, če bi slučajno kdo ostal, ne, do zdaj nismo imeli nobene nesreče in tudi ne pričakujem, ne, ker je zelo jasno upozorilo, ne, glede hitrosti, ne, in to, da je na pločniku dovoljno parkiranje zaradi prireditve na gradu. Še eno vprašanje smo dobili. Kdaj boste uredili kanalizacijo na Mikuževi ulici na Dolgem mostu? Smo edina ulica brez kanalizacije, prispevek za kanalizacijo pa plačujemo, pravi Ana. Že spet. Od tega prispevka ne vem, kaj bomo naredili, ampak ta del je v aglomeracijah in ta Mikuževa ulica tudi bo prišla na vrsto, ampak ne pred letom 21. Mi zdaj delamo, ne, praktično 40 cest, ne, in probam kombinirati, da se dela po delih Ljubljane, da ne zapremo en cel konc Ljubljane. Zdaj bi lahko začel naštevati, ne, od Andreja Bitenca, ne, na tem koncu Dravljah, pa pol, če grem, ne, Kleče, Savljska cesta, pa pol, če grem vse Stožice, ne, tam okrog hipodroma ali pa pred hipodromom, ne, je se zaključeno, pa pol, če se vrtem, ne, gremo v Polje, pa Kašelj, pa Vevče, tako da Litijska zaključena, ne, Hruška so se pričela delati, ne, začela se delati Gornji Rudnik, tako da je, ne pravim, nekako poskušamo doreči, ne, da se dela kanalizacija po nekih sklopih, da ne bi cel konc zaprli, ne. 21 leta. Še eno, tale pa resna zdaj, tole si pa za zamisliti. Živjo se začne. Želela bi mu samo sporočiti, da je najboljši župan, kar jih je Ljubljana imela. Želimo zdravo, uspešno in izpolnjeno leto 2020, vam pa želi Aleksandra. Vračam vse lepe želje in pozdrave, Aleksandra, hvala lepa in pa upam, če se srečava v mestu, ne me krepucuka, bom dal za čaj. Odlično. Ja, evo, ona pa nazaj za kuhanca. Danes ste zadnjič tukaj le pri nas, kakšen zaključek mogoče bi nas kam povabil zdaj le do novega leta, kaj se bo še tacega dogajalo v Ljubljani, kjer moramo biti zraven? Zdaj, glede na zadnje 2 leti, ko smo imeli v centru mesta, v starem delu Ljubljane, milijon obiskovalcev, brez enega incidenta, je moja največja želja, da tudi ta mesec mine v takem dobrem razpoloženju, dobri energiji. Uživajte, bodite solidarni en do drugega, bodite tovariši, bodite ljubeznivi, nasmejani. Upam, da bo tudi vreme služilo, ne, ta mesec in z veseljem pričakujem tudi jaz prireditve, ki bojo na vseh odrih v centru mesta. Še sam ne vem, kdo bo vse nastopil. Menda spet ne bo Daniele, ne, ampak tale naša komisija. Ja, vse ne, tudi hodo. Vse skupaj pa želim res eno dobro počutje, lepo praznovanje. Drugo leto pa ne bo srečno, zdravo, tovariško, uspešno, solidarno, prijateljsko. Danes je pa za nas tak lep dan. Popoldne odpiramo prenovljeno osnovno šolo Vodmat, ki je učence sprejela že 2. septembra, se pravi, tokrat je za uradno otvoritev. Izvajalci so napravili izjemno lepo delo, koristno delo, statično in energetska sanacija objekta, tako da so učenci popolnoma varni, skrbimo tudi s tem za okolje. No, potem je pa 17:15, pa pride na obisk Miklavž. Treba je prijeti v stari del mesta, ne, in se z njem pogovoriti. Menda bojo pa parkli prijazni, zato ker so bili vsi otroci pridni. Aha.
Jaz grem vedno tja, ko so poredni, ne vem, zakaj je to tako. Ja. Govorim za te najmlajše. Gospod župan, samo še nekaj bi vas prosil, mi smo tukaj cel dan okraševali včeraj, res punce so se zelo potrudile in bi vas samo prosil, če lahko slavnostno, da odštejem slavnostno, prižgemo tele naše lučke, tako da evo eno podlago si damo in lučke že gorijo, ne bom rekel 5, 4, 3, 2, 1, ampak evo, gospod župan, mogoče je malo zamudo zjutraj, je pa zato lučke prej pržgal. Srečno tudi vam v studiu, ne, tako bodite zabavni, uspešni, usrečujte ljudi. Drugače pa nisem čakal štetje, ne, ker pri prižigu lučk na Prešernovem trgu so šteli otroci, ne, tako da meni ni bilo treba, ne, tako da zdaj pa tudi s tom vzel. No, srečno. Hvala lepa, gospod Zoran Janković. Vidimo se spet naslednje leto. 2020 se že veselim.